je predlagala ministrica za notranje zadeve gospa Katarina Kresal, namreč predlaga, da bi popravili oziroma spremenili družinski zakonik glede istospolnih partnerskih zvez. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da sedanji trenutek krize nikakor ni primeren, da bi odpirali to temo. Kajti istospolna partnerstva prizadevajo manjše število državljanov in zaenkrat menimo, da je ta stvar v okviru obstoječega zakona dobro urejena. In Slovenija ima veliko večjih problemov, ki zadeva veliko število državljanov, kot je na primer brezposelnost, zaposlovanje mladih, slaba demografska slika, pokojnine, zdravstvo in tako naprej. Zato se mora v prvi vrsti ukvarjati s temi problemi. In morda je to tudi samo zamegljevanje trenutne situacije, da bi se začeli državljani ukvarjati z ideološkimi temami in takšnimi, ki zbudijo pri ljudeh veliko polemih, kot pa, da bi odpirali veliko bolj pomembne gospodarske teme, ki dejansko prizadevajo celo Slovenijo. Hkrati pa tudi menimo, da bi to sprožilo potem, če bi prišlo torej do enakopravnega položaja med zakonskimi zvezami, večspolnimi zakonskimi zvezami in istospolnimi zakonskimi zvezami, tudi do zahtev za posvojitve otrok, kar pa spet menimo, da bi to škodovalo otrokom, ki potrebujejo za zdrav razvoj očeta in mater. Otroci bi bili v družbi diskriminirani in ožigosani. Takšne zveze velikokrat so tudi izpostavljene, oziroma velikokrat takšne zveze nimajo trajne vrednosti oziroma niso trajne. In zato bi to pri otrocih lahko tudi povzročalo veliko večjo izpostavljenost. Hkrati pa vemo, da so istospolna partnerstva tudi bolj izpostavljena boleznim sodobnega časa, kar pa potem lahko ima tudi negativne posledice za otroke. V Novi Sloveniji seveda spoštujemo osebe s homoseksualnimi nagnjenji, vendar pa smo odločno proti izenačevanju obstoječe zakonske zveze z zvezo istospolnih partnerjev.